Pozdravljeni v novem globokem potopu. Danes imava na mizi nekaj, res posebnega. Tretji medzvezdni obiskovalec, 3 Atlas, odkrit 1. julija lani 2015. Ja, in tako je sprožil debato, kaj ne? Na eni strani večina znanstvenikov gre za ogromen naravni komet, Na drugi pa profesor Avi Loeb z Harvarda, ki je vrgel kos za glodanje, kaj pa, če je tehnološki artefakt? tako, pa deva pogledati, kaj dejansko vemo. Viri so kar jasni glede osnovnih dejstev. V redu. Kaj so torej tiste nesporne zadeve? Odkritje. Odkril ga je sistem Atlas v Čilu, od ime, 3I pomeni pač tretji medzvezdni, C2025-1 pa kaže na kometno naravo. In tirnica. Ta je bila takoj nenavadna. Zelo, izjemno hiperbolična. Ekscentričnost okoli 6,1. To pomeni, da ni vezan na Sonce. Prišel je iz medzvezdnega prostora. In tja tudi gre nazaj. Veliko bolj ekstremno kot Oumuamua ali Borisov, če se ne motim. Točno. In hitrost je tudi, visoka. Skoraj 58 km daleč od Sonca. 58 km, to je res hitro. In potuje retrogradno, torej v nasprotni smeri kot planeti? Ja, in blizu ravnine ekliptike, kar je statistično morda malo manj verjetno, ampak Pomembno za poslušalce ni na poti proti Zemlji. Najbližje bo še vedno kar daleč, okoli 1,8 astronomske enote. tako je. Varnost ni vprašanje. Kar pa se tiče velikosti in sestave, so pa novejša opazovanja, posebej z observatorija Vere Rubin, prinesla veliko jasnosti. Kaj so pokazale? Je res tako ogromen? Jedro ima premer tam okoli 11,2 km. Kar je veliko za komet, ampak ni nekaj nepredstavljivega. Aha. Okoli jedra je jasno vidna koma. Oblak prahu in plina širok okoli 24 km. Torej, ne samo gola skala. Ne, nikakor. Analize so potrdile vodni led in silikate. Zanimivo je tudi, da bi lahko prišel iz starejšega dela galaksije, tjej debelega diska. Starost morda celo do 7 milijard let. 7 milijard let. Ta stvar je videla skoraj pol zgodovine vesolja. Neverjetno. Ampak pojdiva k tej bolj kontroverzni plati. Avi Loeb in projekt Galileo. Ja, njuna hipoteza o tehnološkem artefaktu. Objavljena na Arhivu, torej kot nerecenziran članek. To je pomembno poudariti, ja. Označili so jo sicer kot pedagoško vajo, ampak Ampak je vseeno povzročila precej razburjenja. Slonela je na nekaj domnevnih anomalijah. katere pa so bile te? Spomnim se govora o velikosti. Ja, sprva so ga ocenili na še več, okoli 20 km, potem ta statistično manj verjetna tirnica blizu ekliptike. Pa čas perihelija, ko je bil najsvetlejši, naj bi bil nekako skrit za Soncem. Tako so namigovali, ja, kot neko prikrivanje. In ključno na začetku, da ni bilo videti plinov. To je bil temelj argumenta, da gre morda za trden, neaktiven objekt. In celo omenjanje hipoteze temnega gozda, kot da gre za neko previdno, morda celo sovražno sondo. Sliši se res znanstveno fantastično. Res, ampak kako se je odzvala širša znanstvena skupnost? Predvidevam, da precej skeptično. Zelo. Ključno so bila nadaljna opazovanja z močnimi teleskopi. Vera Rubin, VLT, Gemini South. In kaj so ta pokazala? Nedvomno so pokazali obsežno komo in rep. Klasične znake aktivnega kometa. Spektroskopija je potrdila prah in vodni led. Dobro, ampak kaj pa tiste Loebove anomalije? Kako so pojasnili te? Veličina? Veličina okoli 11 km je potrjena. Veliko, ampak pač velik komet. Ko so potrdili komo, je argument o prevelikem trdnem objektu odpadel. Logično. Kaj pa pomanjkanje plinov na začetku? To je bilo pričakovano. Bil je še predaleč od Sonca, da bi led močno izpareval. Plini so se pokazali kasneje, ko se je približal. Aha, tirnica. Statistično redka, ja, ampak ne nemogoča. V ogromni galaksiji se tudi redke stvari zgodijo. Naravni gravitacijski vplivi lahko ustvarijo take poti. In tisto prikrivanje za Soncem? To je bilo bolj kot ne.
Interpretacija. Teleskopi ga lahko spremljajo ne glede na to. Argument o zameglitvi slike kot vzroku za komu so pa tehnično ovrženi. Torej, znanstveni proces na delu. Hipoteza, novi podatki, ovrženje. Slika postaja precej jasna. Res je, velik naraven medzvezdni komet. Kako se pa zdaj Atlas primerja z Oumuamua in Borisovom? Zanimivo vprašanje. Oumuamua iz 2017 ostaja malo uganka, kaj ne? Podolgovat, brez kome, ampak tisti čuden pospešek. Ja, tisti je še vedno odprt. Borisov iz 2019 pa je bil precej jasen medzvezdni komet, podoben našim. In Atlas? Atlas je veliko bolj podoben Borisovu, velik, aktiven komet. To nekako krepi idejo, da so takšni kometi morda tipični medzvezdni obiskovalci. Se pravi, vsak tak normalen komet, kot sta Borisov in Atlas, zmanjšuje verjetnost, da je bil nenavadni Oumuamua nekaj drugega kot pač čuden komet. Nekako tako, ja. Kaže, da medzvezdni prostor verjetno kar mrgoli naravnih objektov, ki potujejo med zvezdami. Torej, če povzememo ta potop, dokazi močno podpirajo zaključek, da je 3 Atlas naraven. Izjemno velik in hiter, ampak naraven medzvezdni komet. Hipoteze o umetnem izvoru so pač z nadaljnjimi opazovanji padle v vodo. Primer lepo ilustrira znanstveno metodo. In tudi vpliv medijev, ko se zagrabi neka senzacionalna ideja, kaj ne? Seveda, kritično presojanje je vedno pomembno. In za konec misel za poslušalce. Čeprav je Atlas skoraj gotovo naraven, kaj nam njegova neverjetna hitrost in morebiten izvor iz pradavnine galaksije povesta o raznolikosti sistemov tam zunaj? Točno. Kakšne še bolj nenavadne popotnike lahko pričakujemo v prihodnosti, ko bodo naši instrumenti, kot je observatorij Vere Rubin, še boljši pri odkrivanju teh slabotnih objektov? Odlično vprašanje za konec. Hvala za ta vpogled. Hvala tebi.